Velika noč. Čas, ko se spominjamo, da je Bog prišel med nas. Mi pa tolikokrat bežimo od njega. Zakaj nočemo imeti opravka z Bogom? Lahko bi našteli več razlogov. Toda en od njih je zagotovo, ker so nam njegova merila, zapovedi, standardi nedosegljivi. Jezusovo učenje se nam zdi nerealno. Živeti po njegovih standardih, merilih izgleda neživljenjsko. In če smo iskreni, je to popolnoma res. Moramo si priznati, da smo nemočni, šibki, ko se srečamo z Jezusovimi standardi. Naš stil življenja je popolnoma drugačen, kot je bil Jezusov. Mi želimo biti svobodni in živeti po svoje. Jezus pa je prišel, da bi ustregel drugim. Tako kot tudi Sin človeku ni prišel, da bi mu ustregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Mi smo se takoj pripravljeni boriti za svoje ugodje in se hitro počutimo ogrožene, prizadete, ukradene. Jezus pa je prišel, da da življenje za nas. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Težko gradimo odnose z drugimi ljudmi. Ločitve, uničeni odnosi, konflikti, vojne so jasni znaki tega. Jezus pa je celo v agoniji velikih bolečin na križu, ki so mu jih povzročili ljudje, dejal: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Res je, naše življenje je popolnoma drugačno od Jezusovega. Med njegovim in našim je velik zid. Tako nemočni smo v osnovnih človeških potrebah, kot so ljubezen, sočutje, odpuščanje, sprejemanje in podobno. Ko primerjamo naše življenje z Jezusovim, če smo iskreni, lahko rečemo samo eno: da smo zgrešili cilj v življenju. En od najbolj žalostnih opisov človeških dejanj je v pismu Rimljanom v 3. poglavju. Njihova usta so polna kletev in grenkobe. Hitre so njihove noge, da bi prelili kri. Uničenje in beda je na njihovih potih. Mogoče boste rekli, to preveč negativen opis, toda poglejmo, kako hitro smo pripravljeni oblatiti druge, da bi dosegli svoj prav. Premagati druge, da bi jim na koncu vladali. To lahko vidim na vsakem koraku v naših odnosih. A ni prav to razlog, zakaj se je morala zgoditi velika noč? Mi bežimo od Boga, on pa je prišel k nam. Kaj je smisel velike noči? A je res bilo potrebno tako kruto trpljenje? Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Plačilo za greh je smrt. Odkrito rečeno, vso njegovo delo na križu je bilo naše odrešenje. Tako silna je bila potreba odrešitve, da nobena druga pot ni možna. Mogoče se vse to sliši tako staromodno, toda še danes je potrebno. Smrt na križu je bila res kruta. To za kruti svet tistega časa običajna za krivičnika. V sami smrti Jezusa se je dogajalo mnogo več. Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Jezus sam je prevzel mesto krivičnih, odplačal naše dolgove, odslužil našo obsodbo. Tako popolno je to storil, da nam zdaj lahko Bog vse odpusti, brez da bi se za trenutek odrekel svoje pravičnosti. Namesto nas odslužil kazen. Enkrat za vselej. Ni nobene potrebe več, da bi se to ponavljalo. Ja, mene in tebe. Tako ljubi Bog, da je dal Jezusa za vse nas. Da bi bilo nam odpuščeno,
Vsak greh, nemoč, sebičnost, da bi lahko imeli novo priložnost v življenju. Mogoče nam je to težko verovati, ker stoji med nami in Bogom duhovni zid, ki nam preprečuje, da bi to videli. Jezus ga je podaril. Zato nam govori in nas vabi. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Jezus nas vabi v Božje kraljestvo. Želimo odpreti svoje srce in verovati evangeliju. Veseli novici, da je Jezus umrl za naše grehe in tretji dan vstal od mrtvih. Daje nam novo možnost, Božje kraljestvo. Življenje, ki ga je živel on, želi približati tudi nam. Z njegovo pomočjo nam bo postajalo vse bolj realno, možno, edino upanje za človeštvo. Njegova ponudba, obljuba je: niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Tako vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. Jezus je umrl za nas, da bi nam bilo odpuščeno in bi imeli novo življenje. Nič več vprašanj, zakaj smo sami na tem svetu, ko smo obupani, razočarani, osamljeni. Nič več nemočnih trenutkov, ampak moč, ki nam jo daje Bog, ki nas je izbral, postavil, da gremo in prinašamo sad. Po veliki noči imamo neomajne možnosti. Želite na koncu z mano moliti? Nebeški Oče, hvala ti, da me ljubiš. Hvala ti, da si poslal Jezusa in je umrl za naše grehe. S svojim življenjem pokazal smisel življenja. Jezus, hvala ti, da si umrl za mojo nemoč, sebičnost, grešnost. Odpusti mi in mi daj moč, da živim novo življenje po standardih Božjega kraljestva. Hvala ti za tvoj načrt, življenje, ki prinaša sadove. Amen. Poiščite cerkev, kjer je v centru Jezus, in poskrbite za svojo duhovno rast. Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike.